Živijo in dobrodošli spet nazaj na Luna gre zdaj. Come on. Tukaj je bilo cute, kaj je bila tukaj. V glavnem, dobrodošli spet nazaj na naš kanal, moje ime je Kaja Solo in danes spet govorimo o ljubezni. Wow! Gremo v bistvu čez lekcije, ki sem se jih jaz naučila pač v svojem ljubezenskem življenju. Preden začnem, naj dam pač en quick disclaimer. Življenje ni film. Veliko nas gre čez pač več razmerij v življenju. Zelo redko se zgodi, da je tista prvi res ta pravi in ne bi rada pač judgmenta glede tega, ker pač jaz sem se odločila, da bom vlogala in posledično pač te tipe kažem, pretežko skrivati osov, enega sem skrivala, pa se glih tek ni šlo, tako da might as well make some money off. To je tako bad. Ampak ja, to je del življenja. Pač to, da nekoga spoznaš si z njim in potem lahko greste tudi na razne, pač it's part of life. Se zgodi in zelo težko je sicer v začetku pač sprejeti, da nekateri ljudje pridejo na tvoj vlak in potem tudi izstopijo iz tvojega vlaka. Je pa pomembno v teh primerih, da pač imaš več takih situacij, da se iz vsake te situacije naučiš eno lekcijo. Teda danes govorimo o mojih lekcijah. Bi povedala, da to niso zdaj kar vsi moji fantje, niste jih vseh spoznali, pač to so samo te največji primeri, kjer sem se naučila neko lekcijo. Prva lekcija je ostan to, kar si. To je bil en fant, s katerim smo bila sošolca v srednji šoli in smo bila skupaj skoraj 3 leta. In o njem sem že posnela en video na mojem kanalu, v bistvu video Ne pomeni ne, ki je eden po mojem najbolj gledanih video na mojem kanalu, tako da lahko si greste pogledat, maybe. Ker je dost žalostna zgodba o tem, kako sem jaz izgubila samo sebe, kakve so bile pač čudne situacije enostavno, je lekcija, da sem se naučila reči ne. Zdaj mačkam več bom povedala o zgodbi, recimo kako smo šla na razen. Jaz sem takrat vedela, da ni prav, da jaz spreminjam samo sebe, ker sem takrat začela sem se oblačiti, tako je on hotel, frizuro sem imela tako, ko je on hotel, musko sem poslušala tako, ko je on hotel, vse sem delala tako, ko je on hotel, pa še vseeno razmerje ni bilo v redu. Sem se takrat odločila za maturantski ples. Da zdaj pa rabim neki, to se mora končati. Nekaj moram narediti. In jaz sem takrat, mislim, da ta zadnji vaj za maturantski ples, ker sem plesala skupaj itak, sem jaz imela mental breakdown, ker sem bila čist out, ni mi bilo cool. In sem laufala zjokana na WC in takrat, ko on v bistvu ni prišel do mene, zato bi me potolažil, sem jaz vedela, stari moj tip bo mi pomagal, pač. Če imam jaz neko tako situacijo, da je pač ne morem biti z nekom, ki ne laufa za mano, potem, ker jaz jokam. Na maturancu smo takrat še vedno plesala skupaj in je bilo malo awkward, ampak nikoli nismo bila več skupaj, to je bilo to, jaz sem zaključila in sem se takrat res najbolj naučila postavljati svoje meje. Naprej v življenju nekateri ljudje premaknejo te tvoje meje in se moraš to v bistvu znova in znova učiti, kakor boste opazili pol tudi kasneje. Ampak ja, lekcija, vsaj ne se na zunaj, na noter spreminjati za človeka do te mere, da se pogledaš v špegel in ne veš, kdo si. Tako, da si fizično izgledaš čist drugače zaradi tega človeka. To je prva lekcija. Druga lekcija je majčkeno malo morbidna. Tukaj je lekcija, da nekateri ljudje morajo ostati samo frendi. Z nekaterimi ljudmi smo v boljših prijateljskih odnosih, kot pa smo dejansko ko smo skupaj, ker naše osebnosti lada niso za skup. Tem fantom smo bila tudi zelo dobra prijatelja. Pač iskreno, midva smo marsikam smo šla, marsikaj smo videla, ampak smo opazili, da se najine osebnosti pač ne skladajo in da to ne bo šlo tek naprej. In niti nimam neke grozne zgodbe o zaključku, ker je ni bilo, enostavno pač ni šlo. In jaz bi bila najbolj vesela, da bi s tem tipom ostala zelo dobra prijatelja, ne bi nič zapletlo in bi bilo še vedno super. Tako da ja, to je lekcija 2. Lekcija 3 je, da jo najdem tukaj. V bistvu se navezuje na to. Spet je bil prijatelj in lekcija tukaj je, da nekateri ljudje so v privat življenju, ko si enkrat v razmerju z njimi, čist drugačni, čist drugačni, kakor so pa kot prijatelji. In v bistvu ta tip me je naučil, da nekateri ljudje se zelo dobro pretvarjajo, zelo dolgo časa, ker smo midva bila že prijatelja in kasneje sem jaz v bistvu tudi nekako ugotovila, da on ima to logiko, da je do vseh svojih prijateljic noro prijazen in da skriva vse svoje slabe strani, kar jaz načeloma pred tejo ne skrivam, jaz tejo vse povem, in tako se mi zdi, da bi moglo biti. Gle zaradi tega, ker je možnost, da bojo enkrat skupaj. In pač v bistvu nekako zaljubiš v fake človeka, sploh če si friend, ti je
pol to tako mind-blowing. You're not even the person I fell in love with. What the hell? Je normalno, da se pač v začetni fazi si pač mačkam bolj prijazen, pa mačkam bolj prilagodljiv, pa bla bla bla, pa a veš. Ampak do te mere, da se pol pa čist spremeniš, pa nikoli. Zdaj, te slabe stvari so bile pač, čez razmerje se je izkazalo, da on v resnici ne podpira mojih ciljev, da ne podpira tega, kdo sem jaz kot človek. Recimo, najbolj bizarna stvar mi je bila, da on ni maral, kadar sem jaz brala in on je zelo velikrat rekel, da jaz berem samo zaradi tega, da pač se delam, da sem pametna. Pač se ne berem, ne vem, enciklopedija, nekaj jaz berem, trenutno berem nek dark romance. I don't pretend, da sem smart. Zaradi knjig, samo berem jih rada. Ampak ja, to je bila ena taka bizarna. In do neke mere sem jaz bila tega prcanja, pač navajena že odprej, da se mi na začetku ni zdelo tako hudo, ampak pol je pa pač ratovalo vedno hujš in hujš. Je pač žalo res čisto vse moje interese, pa predvsem moja preteklost, ki jo je poznal, ker je bil moj friend, ker jaz se nisem pretvarjala, jaz sem pač mu povedala da sem taka, kako sem. Tukaj sem rekla, da se on pretvarjal svojim prijateljicam, se je v bistvu pol zgodilo, pač zakaj sem jaz prišla do tega zaključka. On se že tekom razmerja ni mogel zares odločiti za mene. Je bilo vedno tekma, sva bila skupaj, pa sem narazen, pa skupaj pa narazen. Potem, ko smo enkrat živela skupaj, je prišlo do točke, da se on spet ni me več hotel in je on postajal vedno bolj nesramen do mene v upanju, da bom jaz sama od sebe šla. Ker on me ni upal povedati, stara moja, I made a mistake. Njega je bilo ful strah tega, da me bo izgubil kot prijateljico. And he did anyway, tako da sucks to be you. Jaz neke gumbe tu pritiskam, fuck. Glede prijateljic, ena zelo žalostna zgodba, kaj se je v bistvu dogajalo, zakaj smo na koncu res šla narazen. Se je on sumljivo veliko začel družiti s prijateljico. Še ena lekcija, I guess. Always trust your gut. Če imate nek feeling, da se nekaj suspicious dogaja, verjetno pa se pogovorite o tem. Ker se vam lahko zgodi tole. Začel se je ful veliko družiti z eno prijateljico in jaz nisem nič sumila, zaradi tega, ker res načeloma zaupam ljudem. Pač jaz zaupam, dokler mi ne dokažeš, da ti ne morem več zaupati. In ko sem jaz prišla enkrat domov, je on meni povedal, da je to, da je konc. In jaz sem bila ok, stari, jaz grem zdaj domov, grem k mami, whatever. In jaz sem se pač ful pripravljala, da se preselim, da je to. In potem sem jaz na Instagramu prijela na video, ker je on bil s to svojo prijateljico. To je bilo isti dan. Tako da moji sumi so bili potrjeni. Nočete vedeti, kak napad panike sem jaz imela takrat, ker je to greš vse v glavi nazaj, vse je bilo laž, vse je bilo, kaj je sploh res, kaj se tu dogaja, kdo je ta človek, koliko cajta se je on pripravljal na to. Preden pride dejansko do fizičnega varanja, je ponavadi tudi čustveno dopisovanje, pa ponavadi ne v 8 urah, potem, ko greš narazen z nekom, že najdeš novega in delaš stvari. Ponavadi, that's not how it works. Najslabše, kar je, mi da smo se dejansko pogovorila in smo bila pa še skupaj. I can't believe I did that. In kasneje sem jaz itak postala ultra toksična, priznam. Zaradi tega, ker sem pa postala sumničava do vseh žensk v njegovem življenju, ker me je skrbelo 24/7, ker mi je on sicer obljubil, da pač nikoli več se nič ne bo zgodilo, ampak tukaj noter pa še vedno čutiš, da nekaj ni cool. Zakaj je sploh prišlo do tega? Logično, da od tistega razmerja že od takrat naprej ni bilo nič. Pač jaz sem začela prebolevati takrat in sem bila to je to, ne bo šlo. In tek sem jaz v bistvu njega na neki točki začela zatirati, da on ne more več biti to, kar hoče biti. Da hoče biti z eno drugo. Kar je načeloma logično, v razmerju pač ponovadi svojemu partnerju ne dovoliš, da bo z eno drugo, ampak okej. Najbolj scary je bil pač ta lekcija, pri nekaterih ljudeh res ugotoviš, da sploh niso to, kar so se predstavljali, da so. Ti začneš dvomiti vse, kar se je dogajalo tekom razmerja. Glih zaradi tega, ker pač ponavadi, ko si v razmerju z eno osebo, ta oseba ne bo naredila nekaj takega. Če prije do konca, vse tek bi moglo biti, dol se usedeš, pa si tak, it's not you, it's me. In pa greš narazen. Ne varat, v glavnem. Ne se pač 8 ur kasneje dobivati s prijateljico. 4. lekcija. Kaj pa je tu sploh lekcija? Tu ni lekcije. Tukaj je samo en list red flagov, ker sem imela enega tipa, ki je imel samo red flage in sem hotela pač te red flage razčleniti, ker so grozni. Tukaj je bila lekcija v bistvu za mene, da ne zaupam več novim ljudem. Tak jaz nobenega ne spoznavam, jaz ne spoznavam novih ljudi, sploh pa da so opcija za razmerje. Ni šans, da jaz spoznam nekoga na Instagramu, ker je bil en tip, ki je od mene zahteval nudze, pa sem še tako, ne bom ti pošiljala, to je
ne bom in jih nisem. Prisilil me je basically v prvi poljub, ker sem jaz še v bistvu jokala za bivšim. Bilo tak najbolj bizarren experience mojega lifea. Jaz sem se jokala in on se je hotel ljubčkati z mano, tak Jesus fucking Christ. Nič ni hotel plačati, like ever. Pol mi je še keša dolžen, tako da če gledaš ta video, prosim, ti bom napisala svoj bančni račun, pa lahko kažeš. Lagal je v svoji preteklosti, ker pač valjda I did my research. Ne berem Sherlocka Holmesa za brez veze, lej. Skozi se je nekaj hvalil vseb, ampak ni imel zares teh rezultatov, kako je on odličen in ne vem kaj talentiran in ne vem kaj vse. Pretvarjal se je, da pozna stvari, ki so meni všeč, čeprav jih ni poznal in je ratalo precej obvious. Če smo gledali en film, pa da sem jaz ne vem, nek fun fact povedala o tem filmu, je on je dejansko naredil tole. Who does that, sir? No. Me je ful čudno tesno razmerje z mami, ampak po drugi strani je bila mami kriva za vse, ampak whatever. Jaz njegovo mami spoznala tek po enem tednu, pa tudi po enem tednu mi je rekel, da me ljubi, kar je vedno red flag. Cele dneve je igral igrice, kar načeloma ne bi smela kritizirati, glede na to, da sem jaz tudi gamer, ampak na eni točki pa pač spoznati, da you have a problem, you need a life. Glede igric je bilo enkrat, to je bila v bistvu zadnja stvar, ki se je zgodila, je enkrat od mene zahteval, da mu dam svojo bančno kartico, zaradi tega, da si bo lahko kupil nove igrice, zaradi tega, ker me njegova ni delala. In sem jaz tek... Ne. Užaljen je bil, kadar sem delala nekaj brez njega. Pač, če grem jaz svojo friendico nekam, you're not part of that, I wanna be with my friend, you know. To ni nič slabega. Pa zadnja stvar, napeljeval me je, da bomo enkrat imela trojčka. Jaz sem jaz bila tako, no ne, ni šans, adijo, nasvidenje. To sem v bistvu izvedla vse svoje lekcije in sem šla stran, takoj, ker se vse te stvari nabrala, jaz sem jaz bila adijo, nikoli v življenju se več ne vidima. Just leave, včasih je dober, again, da samo greš. Pa da v bistvu že sproti opažaš te stvari, že čist na začetku, ker naj bi bil najboljša verzija en drugega. Zdaj, od takrat znam brati ljudi, oh my god, like, nič več, ne, jaz ne morem disrespekta, pa also ne morem spoznavati novih ljudi, tako sem rekla. Slednja lekcija je if he wanted to, he would. To je zadnja lekcija in to je edini stavek, ki ga rabite v življenju. If he wanted to, he would. Pravi, če bi hotel, bi. Pika, konc. V bistvu je to čista taka klasična zgodba z ghostanjem. Moderna, a ne, pač spoznaš se in na začetku je super in je romantično in gresta ven in gresta na vse romantične stvari. Imata se the best in veliko se pogovarjata, tek do 4 zjutraj se pogovarjata, amazing je. In potem on kar zgine. To ni bilo tek mal časa, to je bilo full časa. Mislim, sem se full dolgo poznala. Probably zaradi tega, ker sem začela kazati mečkam bolj resni interes in njemu do tega ni bilo. Tako da sem jaz zelo dolgo rabila, da sem prebolela to stvar, ker pač what just happened? Jaz sem mislila, da imamo neko dobro stvar tukaj, ki se dogaja, ampak očitno ne. In če ne daš nekega tega pojasnila na koncu, zakaj si se odločil, da ne, se lahko človeku pač iztrga in potem te predolgo preboleva. Teda, če kdaj opazite tipi, če poslušate, kdaj opazite, da vam punca ni všeč, ne? Dajte čim prej povedati, tak, draga moja, poveš na nek lep način, da pač ti ni. To je v bistvu ta nek basic human respect. Pa verjamem, da tudi ženske znajo to delati, ampak to je tak lekcija, to naj bo en nasvet za vse ljudi. Pejte čim prej, tako sem jaz na red flage pisala, pa sem pol šla čim prej. Ok, v glavnem, zdaj smo pa pri Janu, ker je pa lekcija, ki me je Jan naučil, je pa if he wanted to, he would. And he wants to, so he does. Za najno ljubezensko zgodbo sem povedala jaz že v svojem videu. Midva smo se spoznala leta 2016 in smo se ful dolgo poznala. Sicer nismo bila neki pač tesna prijatelja, ampak smo se pa poznala. In nismo se pretvarjala en do drugega. Bila smo to, kar smo, ker pač nikoli nismo razmišljala o enem drugu tako prej, veš, ti si meni opcija, jaz sem najboljša verzija samega sebe. Tek se mi zdi, da tiste stvari, ki bi lahko bile problematične v razmerju, smo se že ful zgodaj na začetku pomenila. Je dejansko prvič v življenju, da lahko naštejem same green flage okrog tipa. In zdaj bom naštela. In če vaš tip ne izpolnjuje vsaj 80% teh green flagov, leave. Če pa vsaj en red flag odprej, leave immediately. No, don't continue. Z Janom se nikoli ne prcama. Tak, nikoli. Nobena stvar ni smešna, če pač je neki na račun drugega. Sploh ne delam tega in sploh ne pogrešam tega, ker je the best, ker imaš dejansko občutek, da te tvoja oseba spoštuje. Nimamo istih hobijev, Jan je veliko bolj cosplayer, kar jaz nisem na takem nivoju. On se sicer je včasih z YouTubeom ukvarjal, jaz se bolj
full time, ampak spoštujemo hobije eden od drugega in si tudi v njih pomagamo. Pač ne mislimo, da je hobi od nekoga brezvezen, ker ni, ker so pač to hobiji in so the best. Ogromno si pomagamo predvsem in ne mislimo, da je prositi za pomoč nekaj neumnega. Posledično se spoštljivo pogovarjamo o vsem. Midva smo se res pogovorila o najini preteklosti, o najinih željah, o res čisto vsem, kar si želimo v življenju. Smo že v teh letih, ki si ono tekmal, this might be it, you know? In jaz, če hočem, da je to, hočem, da ti te stvari veš čim prej. In smo v bistvu hitro ugotovila, da smo se sposobna ful spoštljivo pogovarjati en z drugim, tudi glede teh stvari. Mava iste vizije za prihodnost. Prvič v življenju. Moški za tole stanovanje skrbi skoraj bolj kot jaz. To je incredible. Ker sem jaz prišla iz Brusla, je bilo tole stanovanje bolj čisto, kot pa takrat, ko sem šla. In nič mu ni bilo treba naročiti. Nisem mu mogla narediti seznama stvari, ki ga moraš narediti, kadar me ni. Pa še naredil jih je. Dejansko mu nič ni treba reči. No, če vidi, da je posoda za pospraviti, pospravi. Če vidi, da je, ne vem, za posesati, posesa. Vidi, da je nekaj pokvarjeno, popravi, tako v roku parih ur in vse zrihta. O moj bog. Znama biti tudi narazen. To mi je tudi ena zelo pomembna stvar. Ker sem jaz zdaj bila na izletu z mami v Bruslu, ni bilo nobene panike, ker v preteklosti je bilo vedno tako, sam ga me boš pustila, kako si drzneš. Z mami sem šla na izlet zaradi tega, ker je bilo samo za 2 in je bilo čisto redo, pač bil je doma in pospravljal stanovanje. Hvala, Jan. Pač ne morem se ti dosti zahvaliti za vse stvari, ki jih delaš, ker je res amazing in je to refreshing, da nekdo je človek sam za sebe izven mene. Pač ful ti hvala. Ja, oh my god. Moji bivši tek nekako niso nikoli znali sami s sabo in pa je pač bil vedno ta problem, da pač jaz še vedno verjamem v to, da mora biti v razmerju pač moraš imeti občutek še vedno, da si individualna oseba, da nisi samo ti in partner, ampak si tudi samo ti kot človek in midva mava res to dobro. Pač še vedno smo človeka, ne samo par. Random stvar, ki sem jo prele na TikToku videla, preden sem začela tole snemati. Jan mene ful veliko fotka. On ima ful veliko fotk od mene, tako ne vem, če sem z Luno ali pa če smo kje. On dejansko pač prime telefon pa me fotka for no fucking reason. Simply zaradi tega, ker sem mu všeč. Jaz to isto delam za njega. Jaz imam poln telefon, imam fotko od njega in od Lune, ker sta toliko cute. Pač to sam pokaže, koliko sem jaz njemu zares kot človeku všeč, da hoče to. Noben ga ni prisilil v to. On to dela samo od sebe. Jaz mi nisem nikoli rekla, dej me malo več fotke. Ne, on to dela že čisto od začetka, samo od sebe. In sem opazila na TikToku, da ženske pač to ful pogrešajo in da morajo može, fante prositi, da to delajo in mi je pač sam sad. Ne vem, zakaj tipi ne znate tega sami od sebe delati. Enostavno zaradi tega, ker vam nismo všeč. To je moja teorija. If you wanted to, he would. Najte si ene tipe, ki vas bojo res imeli radi za to, kar ste. Vas ne bojo poskušali spreminjati, da pač, se prilagajaš se, ampak spreminjaš se pa ne kot človek. Pa se gre tudi obratno, tudi fantje. Don't settle for less. Je nekaj prilagajanja, again, v razmerjih, ampak ne pa se setlati za nekaj, kar ni v redu. Vedno, če vam kaj ne paše, se pogovorite in če se nič ne prilagodi, spremeni, pejte stran. Ni nič narobe s tem, da greš stran, da spoznaš, da eno razmerje pač ni za tebe, pol pač začneš znova in si nekaj časa sam in pol začneš znova. Nothing wrong with that. Vem, da je scary. It happens. Če ni v redu, pejte stran. To je glavna lekcija za danes. Tole je bil majčken daljši video, pa veliko sem govorila. Tako da upam, da vam je bil vseeno zanimiv. Če vam je bil, seveda, kakor vedno, en like. Subscribite se na naš kanal, pa komentirajte kako svojo ljubezensko zgodbo, če imate vi kakšne take lekcije, ki ste se jih naučili. Pričakirajte še mene na Instagramu pa na TikToku. To je to. Lepo se imejte, veliko se smejte. Čau.